Zdaj pa je čas, da gremo še na tisto drugo stran, kjer deluje seveda tudi program Ustvarjalna Evropa oziroma Creative Europe. Kot smo rekli, je to vodilni in edini instrument financiranja EU za podporo kulturnim in ustvarjalnim sektorjem v Evropi. Skupna vrednost programa, kot smo prej že govorili o 7-letnih obdobjih, tu za leto oziroma za obdobje med leti 2021 in 2027 znaša 2,5 milijarde evrov. Program tudi v letu 2024 omogoča različne razpisne priložnosti za ustvarjalce in organizacije, ki želijo seveda sodelovati prek mej in doseči širše občinstvo ter se ukvarjajo z širšimi družbeno aktualnimi vprašanji. Delovni program in aktualne razpise Ustvarjalna Evropa za leto 2024 pa nam bo predstavila Tanja Kos z nacionalne informacijske točke CET Slovenija. Tudi tokrat prosim za velik aplavz. Hvala, Toni. Pozdravljeni, veseli me, da ste se odzvali vabilu v takšnem številu. Zdaj se bom v naslednjih nekaj minutah posvetila Ustvarjalni Evropi, ki, kot ste že danes večkrat slišali, je recimo temu majhna sestra Obzorje Evropa. To se že odraža v proračunu, ki je bistveno manjši. Vam bom pa vseeno danes predstavila, kaj omogoča Ustvarjalna Evropa v sklopu podprograma Kultura, kateri so aktualni razpisi in potem na koncu še komu je uspelo in kako vam lahko Motovila pomaga. Mateja že prej na kratko omenila, Motovila je nevladna organizacija, neprofitni zavod, delujemo v javnem interesu na področju kulture, počnemo veliko stvari, informiramo, svetujemo, izobražujemo, podpiramo, krepimo zmogljivosti in pa tudi internacionalizacijo v kulturi. Od leta 2014 izvajamo tudi naloge Centra Ustvarjalna Evropa v Sloveniji, to je nacionalna informacijska pisarna za program Ustvarjalna Evropa. Motovila je članica različnih mednarodnih in slovenskih skupnosti, kot je recimo CNVOS, asociacija, smo člani skupnosti mreže Evropske komisije v Sloveniji, podobno tako kot Točka Obzorje, ki deluje na ministrstvu. Potem pa smo tudi člani mednarodnih združenj, kot so Culture Action Europe, On the Move in pa Mobility Information Points. No, danes tukaj smo v vlogi nacionalne informacijske pisarne za program Ustvarjalna Evropa. Zdaj, eni nas že poznate, drugi malo manj. Naj povemo, da CET Slovenija, to je kratica Creative Europe Desk Slovenija, je v bistvu nacionalna informacijska pisarna za program Ustvarjalna Evropa. Mi pomagamo vam, torej uporabnikom, ki se srečujete s tem programom, in dejavnosti izvaja zavod Motovila s podporo Ministrstva za kulturo in Evropske komisije. CET Slovenija pa ni pravna oseba in tudi nismo vključeni v postopek izbora in ne odločamo o podeljevanju sredstev in žal trenutno tudi ne financiramo projektov ali pa nudimo sponzorskih sredstev. Zdaj, konkretno, kaj je Ustvarjalna Evropa? To je edini krovni inštrument Evropske unije za kulturni in ustvarjalne sektorje, pri čemer je v to vključeno tudi audiovizualno področje. Program podpira ustvarjalce, strokovnjake v kulturi in organizacije, omogoča pa sodelovanje prek meja, soustvarjanje, podpira mobilnost, spodbujajo se aktivnosti za doseganje novih občinstev, za obravnavo aktualnih družbenih vprašanj, podobno tudi kot Obzorje Evropa se veliko posveča digitalizaciji, zelenemu prehodu in tako naprej. To je program enako kot Obzorje Evropa, traja 7 let, proračun je pa bistveno manjši, 2,5 milijarde evrov in za razpise za prihodnje leto je komisija namenila približno 321 milijonov evrov in če pogledam proračun Obzorja Evropa za tale grozd 2 je, ja, no, pa si mislimo svoje.
Skratka, veseli pa nas seveda, da Obzorje Evropa ima tudi odprta vrata za kulturni in ustvarjalne sektorje. Ustvarjalna Evropa se podobno kot Obzorje Evropa tudi deli na svoje stebre, mi temu rečemo sklopi. Program je razdeljen na 3 sklope, na kulturo, medijo in pa medsektorski sklop, pri čemer se bomo danes predvsem posvetili kulturi, podprogramu Kultura, sklopu Kultura, ki sofinancira horizontalne ukrepe, naprimer evropske projekte sodelovanja, o tem bom največ danes povedala, tudi evropske platforme, mreže in pa podpira razne izmenjave, koprodukcije in pa promocijo za razširjanje del. Osredotoča se pa tudi na internacionalizacijo in spodbujanje mobilnosti in seveda nadnacionalnega sodelovanja v kulturnih in ustvarjalnih sektorjih. Podprogram Medija pokriva filmsko industrijo in spodbuja razvoj produkcije inovativnih audiovizualnih vsebin, distribucijo, promocijo nadnacionalnih evropskih del in razvoj nadnacionalnih mrež in občinstev. Če boste naslednjič v kinu, recimo v kakšnem art kinu, Kino Dvor recimo v Ljubljani, boste pred marsikaterim filmom poslušali en komad Saint-Germain in izpisala se bo Ustvarjalna Evropa Medija. To je program, ki ga mi promoviramo. In pa potem tretji sklop je medsektorski. Že samo ime pove, da preči sektorje, se pravi podpira sodelovanje tudi na ravni politik, inovacij v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih in pa z novim proračunskim obdobjem tudi podpira tako imenovane novičarske medije, se pravi news media, in pa omogoča tudi delovanje centrov CET. Mogoče samo še na kratko, da omenim posebne pobude, se pravi Ustvarjalna Evropa tudi spodbuja razne ukrepe, kot so nagrade Evropske unije za različna področja, od kulturne dediščine, arhitekture, popularne glasbe, tudi nagrade za književnost. Recimo ravno kar je aktualna tale nagrada za popularno in sodobno glasbo, in smo res veseli, da že drugič zapovrstjo so se med nominirance uvrstili slovenski ustvarjalci in to konkretno je duo Free Kind, tako da lahko do 15. januarja glasujete za svojega najljubšega izvajalca in mogoče se boste letošnji nominiranki uvrstili med nagrajence. Skratka, med posebne pobude pa komisija uvršča še neke druge ukrepe, kot je recimo Evropska prestolnica kulture. Vsi verjetno veste, da bo ta naziv imela Nova Gorica v letu 2025. Med posebne pobude je pa komisija uvrstila tudi recimo pobudo znak evropske dediščine, ali pa recimo dneve evropske kulturne dediščine. Zdaj, kar se tiče aktualnih razpisov, tukaj so trenutno aktualni, še bodo objavljeni nekateri, tudi za področje glasbe, zdaj le nekaj prihaja, ampak danes se bom jaz tukaj predvsem osredotočila na evropske projekte sodelovanja, to pa tudi zato, ker je to nekako najbolj oblegan razpis, najbolj popularen razpis v Sloveniji, na katerem smo tudi zelo uspešni, ampak če bi morda imeli kakšno vprašanje v zvezi z drugimi razpisi, seveda smo tukaj za vas, zato da odgovorimo na vaše vprašanja in vam pomagamo. Zdaj, kdo lahko sodeluje na teh razpisih? Večinoma so to javne ali zasebne organizacije. Vodja naj bo pravna oseba, ki obstaja vsaj 2 leti, tukaj ena zvezdica, zato ker je novost letošnjih razpisov, ki se tičejo mrež, platform, da to pravilo več ne velja, velja pa to pravilo še vedno za projekte sodelovanja.
Vse organizacije, ki sodelujejo na razpisih, morajo imeti tako imenovano PIC številko, o tem bom malenkost kasneje nekaj več povedala. Izjema, se pravi na razpisih, kjer pa ne rabijo sodelovati pravne osebe, je pa ukrep Kultura premika Evropo. To je ukrep za spodbujanje mobilnosti v kulturi, o katerem bom tudi malo več povedala, ampak načeloma so razpisi odprti za pravne osebe, ki prihajajo iz držav članic programa. Se pravi, poleg držav Evropske unije in Evropskega gospodarskega prostora so do sodelovanja upravičene tudi določene kandidatke za vstop v Evropsko unijo in pa države Evropske soseščine. Ta seznam upravičenih tretjih držav je seveda dostopen na portalu Funding and Tender Portal, se pravi portalu Evropske komisije, oziroma tudi dostopen na namenskem spletnem mestu za program Ustvarjalna Evropa pri Evropski komisiji. Velikokrat ste že slišali o evropski razsežnosti, evropski dodani vrednosti. Res imejte to v mislih, zato ker to so nadnacionalni programi, spodbujajo res evropsko sodelovanje in nažalost niso ti razpisi namenjeni lokalnim projektom, tako da to imejte res v mislih. In pa kot je Davor že povedal prej za Obzorje Evropa, res bodite pazljivi, da pri pripravi projektnega predloga res preverite, katere aktivnosti so upravičene, kakšna so razpisna merila. Tudi podobno prej, kot je Davor omenjal za Obzorje Evropa, je tudi pri Ustvarjalni Evropi treba upoštevati neke prednostne naloge, cilje programa, cilje razpisa. Tega je ogromno, ampak verjemite, da se splača preštudirati in temu slediti, zato ker potem ocenjevalci vaše projektne vloge res natančno to vse preučijo. Zdaj, kar se tiče političnih prednostnih nalog komisije, teh je 6, od Evropskega zelenega dogovora do spodbujanja evropskega načina življenja. To je nekaj, kar najdete na spletni strani komisije in je res dobro imeti v mislih. Fajn je, da preštudirate delovni načrt EU za kulturo. Ta dokument opredeljuje 4 prednostne naloge in 21 ukrepov za evropsko sodelovanje na področju kulturnih politik in pa na področju kulturnih politik. To so recimo krepitev vloge v kulturnem in ustvarjalnih sektorjev, krepitev udejstvovanja v kulturi in vloga kulture v družbi, aktiviranje moči kulture in pa krepitev kulturne razsežnosti v zunanjih odnosih EU. V bistvu kar podobno, kar je Obzorje Evropa, mogoče z nekimi drugimi besedami, z neke druge strani, imejte v mislih, da v bistvu Evropska unija ne financira vaših projektov, vi v bistvu z vašimi projekti udejanjate njihove politike, tako da imejte to v mislih, ko boste razmišljali o projektni prijavi. Je pa, kot rečeno, res zelo pomembno, da upoštevate vse te cilje, prednostne naloge in pa tudi medsektorska vprašanja. To je res zelo, zelo pomembno. Ustvarjalna Evropa določa nekako 2 ta sklopa. Eno je vključevanje, raznolikost in pa enakost spolov, drugo je pa ozelenitev. Se pravi, kar se tiče vključevanja raznolikosti, zlasti enakosti spolov, to pomeni, da zagotavljamo enakopraven dostop in udeležbo iz različnih geografskih in socialno-ekonomskih okolij, da potem upoštevamo načelo enakosti spolov in nediskriminacije, da recimo vključujemo razne, marginalizirane skupine, umetnike, invalide in da jih aktivno vključujemo v aktivnosti, da z njimi sodelujemo. Kar se pa tiče ozelenitve,
pač komisija meni, da ima kultura vlogo ozaveščanja, učenja, komuniciranja in pa tudi inoviranja, in ustvarjalna Evropa lahko prispeva k evropskemu zelenemu dogovoru kot eni od političnih prednostnih nalog Evropske komisije. In ne letos je Evropska komisija tudi objavila študijo Greening the Creative Europe Program o tem, kako lahko program Ustvarjalna Evropa prispeva k zelenemu prehodu, ki vključuje smernice za prijavitelje in prejemnike sredstev ter tudi poročila za spremljanje in ocenjevanje zelenih vidikov pri projektnih predlogov. In pa v študiji najdete tudi pregled dobrih praks o tem, kako zmanjšati recimo podnebne in okoljske vplive kulturnih organizacij, projektov, kako lahko vi prispevate k podnebni ozaveščenosti. Imejte v mislih, da res vsi projekti Ustvarjalne Evrope morajo naslavljati ta medsektorska vprašanja, tudi če to ni prednostna izbrana neka prioriteta. In to je treba upoštevati pri zasnovi in izvedbi projektnih aktivnosti na ravni delovanja organizacije in pa tudi pri umetniškem vidiku projekta. No, zdaj pa, če se malo posvetim še konkretno razpisom, se pravi, razpis Evropski projekti sodelovanja je ta najbolj nekako oblegan razpis. Projekti evropskega sodelovanja so v bistvu nadnacionalni projekti, ki vključujejo kulturne in ustvarjalne organizacije iz različnih držav članic programa, in pa kulturnim organizacijam različnih velikosti, se pravi javnim zavodom, nevladnim organizacijam, omogočajo koprodukcijo, sodelovanje, eksperimentiranje, inovacije, mobilnost in pa učenje drug od drugega. In taki projekti lahko trajajo največ 48 mesecev. Novost letošnjega razpisa je, da sta samo razpisani dve kategoriji, to je za tako imenovane male in srednje projekte. Veliki projekti naj bi se vrnili s prihodnjim letom. Razlika med tema dvema kategorijama malih in srednjih projektov je pa v bistvu številu partnerjev iz sodelujočih držav in pa potem višini podpore, ki jo komisija nameni. Se pravi, pri malih projektih morajo sodelovati najmanj 3 partnerji, 3 organizacije z 3 različnih sodelujočih držav. Podpora EU znaša v višini do 200 000 evrov. Srednji projekti pa morajo vključevati najmanj 5 partnerjev iz 5 sodelujočih držav, podpora EU pa znaša do 1 milijona evrov. Zdaj, kaj komisija pričakuje? Cilj tega razpisa je pač izboljšati dostop do evropske kulture in ustvarjalnih del ter spodbujati inovacije in ustvarjalnost in projekti lahko v bistvu zajamejo eno ali pa več področji kulturnih in ustvarjalnih sektorjev in so lahko tudi interdisciplinarni. Če se vrnem še nazaj, recimo na te projekte, kakšna je razlika recimo med malimi pa srednjimi, zmeraj pač priporočamo začetnikom, da vstopijo v projekte majhnega obsega, so pa tudi primerni za recimo spodbujanje nekih manjših grassroot organizacij, pri vzpostavljanju novih partnerstev, pri razvoju novih dejavnosti in pa inovativnih idej, kot so, ne vem, lahko recimo festivali, umetniški sejmi, razstave, predstavitve in tako naprej.
Zdaj, tako kot sem že prej omenila, pač program ima neke svoje prednostne teme, cilje in tako ima tudi vsak posamezen razpis. In tako ima tudi razpis za projekte sodelovanja dva cilja. Prvi je nadnacionalno ustvarjanje in kroženje, ki je pomembno za spodbujanje sodelovanja, za večji doseg, in v mnogih primerih tudi za preživetje in razvoj kulturnih organizacij in posameznikov. Potem seveda se spodbujajo koprodukcije kot mehanizem za spodbujanje ustvarjalnosti, za deljenje virov in pa recimo lažjo distribucijo vsebin in pa kroženje umetnikov in pač spodbuja se oziroma zahteva, da ti projekti zdaj upoštevajo tudi neke nove okoliščine, kot so recimo zdravstvena in pa okoljska vprašanja. Drugi cilj, ki pa ga tale razpis naslavlja, so pa inovacije in to pomeni v nekem širšem smislu, ki so nujne za razvoj kulturnega in ustvarjalnega sektorja in pa njihove konkurenčnosti. Zdaj te inovacije so lahko tehnološke ali pa umetniške narave, lahko vključujejo neko skupno ustvarjanje, proizvodnjo inovativnih evropskih del, lahko pa se posvečajo recimo občinstvom. In inovacije tudi vključujejo razvoj in eksperimentiranje z novimi praksami in modeli in v bistvu lahko vključujejo tudi neko socialno ali pa družbeno razsežnost, se pravi od razvoja ali pa vključevanja občinstev, enakost spolov, vključevanje invalidov, marginaliziranih skupin, boju proti podnebnim spremembam. Ta razpon je res velik. Pač novost je recimo tudi prispevek kulture k zdravju in dobremu počutju, zlasti recimo duševnemu zdravju. Poleg 2 ciljev razpis določa tudi 6 prednostnih nalog. Vsak projekt mora nasloviti vsaj eno in največ 2 prednostni nalogi. In teh je 6 in sicer je prvo občinstvo, pomeni, da se s projektom posvečate dostopu do kulture in vsebinam iz recimo drugih držav in pa da vključujete vseh vrst občinstev, raznolikih občinstev in tako naprej. Druga prednostna naloga je socialna vključenost, se pravi, tukaj se predvsem spodbuja družbena odpornost, tudi v zvezi z vlogo kulture za zdravje, zlasti duševno zdravje in dobro počutje in seveda tudi krepitev socialne vključenosti preko kulture, da se vključuje recimo tudi pripadnike manjšin, marginaliziranih skupin, da se promovira medkulturni dialog in tako naprej. Pomembna tema je tudi trajnost, se pravi, da v bistvu s projekti sooblikujete, uvajate in pa razširjate okolju prijazne prakse, da ozaveščate o trajnostnem razvoju prek kulturnih dejavnosti in da nekako sledite Evropskemu zelenemu dogovoru oziroma pobudi novi evropski Bauhaus. Četrta prednostna naloga je digitalizacija, se pravi, da pomagate s projektnimi aktivnostmi kulturnemu in ustvarjalnim sektorjem, da pospešijo svoj digitalni prehod, da se spoprijemajo s priložnostmi, z izzivi, ki jih prinašajo recimo umetna inteligenca ali pa druge razvijajoče se tehnologije, kot so, ne vem, big data, blockchain in tako naprej. Potem je prednostna naloga je tudi lahko mednarodna razsežnost. Tukaj predvsem se s projektom predvsem posvečate krepitvi zmogljivosti evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, vključno z organizacijami na lokalni ravni, mikroorganizacijami, da jih spodbudite, da jih opolnomočite za čezmejno delovanje.
tako v Evropi kot tudi zunaj nje in da seveda prispevate k promociji, krepitvi, razvoju mednarodnih kulturnih odnosov. In pa potem še zadnja letna prednostna naloga, ta je nova, ta se spreminja, prej je bila bolj sektorsko specifična, zdaj pa se tale letna prednostna naloga posveča podpori ukrajinskim kulturnim in ustvarjalnim sektorjem in s to prioriteto naj bi se ustrezno odzvali na posledice vojne v Ukrajini in pa v bistvu s projektnimi aktivnostmi naj bi nekako podprli, se povezali, sodelovali s sektorjem, ukrajinskim kulturnim in ustvarjalnimi sektorji, zato da bi svoja prizadevanja tudi usmerili v podporo bodisi posameznikom, organizacijam, strokovnjakom, umetnikom, da lahko še naprej opravljajo svoje delo in jih nekako tudi pripravili recimo na delovanje po vojni. Zdaj, kaj upoštevati, ne? Če nekako povzamem te cilje prednostne naloge, medsektorska vprašanja, se pravi, vaš projekt bo moral nasloviti en izmed dveh ciljev, nasloviti bo moral vsaj eno prednostno nalogo in ne več dve med 6, se pravi občinstvo, socialna vključenost, trajnost, digitalizacija, mednarodna razsežnost ali pa se boste s projektom posvetili Ukrajini in obvezno oboje boste morali upoštevati medsektorska vprašanja, se pravi vključevanje in enakost spolov in pa tudi ozelenitvi. Kriteriji ocenjevanja so v bistvu formalni in vsebinski, eno so pa potem tudi merila za ocenjevanje, točkovanje, dosegati morate minimalni prag. Se pravi, po eni strani res morate ustrezati osnovnim kriterijem, ali res projekt vključuje pravne osebe, ali je dovoljšne število partnerjev, ali prihaja iz upravičenih držav, ali imate vi reference za to, da dokažete, da ste sposobni izpeljati nek tak projekt, ali res upoštevate vse prioritete programa, cilje programa, razpisa in potem šele na to bodo ocenjevalci tudi ocenjevali vsebinsko vaš projekt, se pravi, ali ste res upoštevali vsa merila, ki jih določa razpis, so pa zapisana v razpisnem dokumentu v poglavjih 8 in 9, tako da jih lahko zelo dobro preštudirate. Naj vas opozorimo, da je ta razpis za projekte sodelovanja res oblegan razpis, da pride res veliko število prijav, iz leta v leto se to število povečuje, no nas pa vseeno veseli, da ste slovenske kulturne organizacije res uspešne na teh razpisih, ampak je pa res precej konkurence. Ta razpis se bo zaključil 23. januarja in podobno kot je Davor že prej omenil, tale razpis, ves postopek se vodi elektronsko na tem portalu Funding and Tender Opportunities in vsi deli prijave so v bistvu elektronski, imate pa preden jo oddate na tem portalu FTOP dostop do osnutka, tako da ga lahko že zdaj recimo pogledate, da vidite, kaj od vas komisija pričakuje, na katera vprašanja boste sploh odgovorili. To je nekakšna časovnica ali pa nek trak izbornega postopka, se pravi, najprej se bo pač preverjalo ta vloga vaša, ali res ste elektronsko dali, ali res vaša prijava ne obsega več kot po novem 50 strani, prej je bilo 70, ali res imate popolno dokumentacijo. Potem recimo bodo preverjali, ali so res vključene partnerji iz upravičenih držav,
kako je sestavljen ta vaš partnerski konzorcij, ali ne presegate maksimalnega trajanja projekta in tako naprej. No, in potem bodo preverili še, ali imate stabilna in zadostna finančna sredstva, če imate strokovno znanje, kvalifikacije za to, da izpeljete ta projekt, in šele na to bodo neodvisni ocenjevalci ocenjevali kakovost vaše projektne vloge. Tako da ta postopek pač traja, je dolg, ampak to vse preverjajo. Zdaj, kar se tiče meril za dodelitev podpore, ta so 4. Ustreznost, kakovost vsebine in dejavnosti, vodenje projekta in pa razširjanje so jasno določena, razpisno besedilo jih določa, lahko si pogledate. Ustreznost pomeni, da res sledite ciljem in prioritetam razpisa, da preštudirate in zapišete analizo potreb, se pravi, zakaj sploh se lotevate neke teme, zakaj mislite, da je ta tema pomembna in vam naj komisija dodeli sredstva za to. Potem res, ali upoštevate evropsko dodano vrednost, kako ste zastavili strategijo, ki naslavljajo medsektorska vprašanja, se pravi trajnostne in okolju prijazne dejavnosti, ali ste upoštevali enakost spolov, raznolikost in tako naprej. Drugi kriterij se nanaša na kakovost vsebine in dejavnosti, se pravi, kako ste zastavili metodologijo in cilje vašega projekta, kakšna je vloga partnerjev, kako naslavljate občinstva, kako vključujete občinstva. Potem bodo preverili tudi vodenje projekta, se pravi, kako sodelujete med partnerji, kakšne kapacitete, reference imate, kako boste izvajali aktivnosti in kako ste zastavili vaš proračun. Se pravi, ali se proračun res odraža vsebino vašega projekta. In zadnji kriterij je pa komuniciranje in razširjanje rezultatov, se pravi, kako boste vi predvideli neke učinke projekta, kakšna je vaša komunikacijska strategija, kako bo vaš projekt trajen tudi po zaključku projekta in pa kako boste naslavljali vidnost, kako boste naredili viden projekt, kako bo vidna ustvarjalna Evropa. Mi vedno znova to poudarjamo in že kar malo težimo, ampak res je pomembno, zato ker na vsakem polju piše, da je tabla, kako financira operacijo Evropska unija, dajte biti še tako dosledni z ustvarjalno Evropo. Prejšnji 7-letki se nam je skoraj zgodilo, da je bil program ukinjen, tako da ni čisto samoumevno to sofinanciranje, dajte biti glasni, da so ta sredstva nujna za sektor in res dajte programu vidnost. Mogoče samo ena stvar, ko smo preverjali evalvacije zadnjega razpisa, smo ugotovili, da evalvatorji menijo, da prijavitelji še vedno navajajo zgolj neke splošne ideje namesto konkretnih aktivnosti. Potem tudi bi vam priporočali res, da preberete tole študijo Greening Creative Europe in upoštevate, kaj tam noter piše in jo uporabite v projektnem predlogu. Kar se tiče še povratnih informacij glede preteklega razpisnega postopka, ugotavljamo tudi pri slovenskih izvajalcih, da je v bistvu veliko prijav z res dobro idejo, ampak da tehnično ne dovolj razvijajo te projektne ideje in da umanjka tudi pojasnilo učinka, se pravi ta impact projekta, in pa recimo, da je pomanjkljivo pojasnilo, kakšne so koristi za neke ciljne skupine. To je velikokrat zelo slabo opisano in potem se pač tukaj točke zgubljajo in pa tudi, da prijaviteljem velikokrat ni jasna ta razlika med komuniciranjem in pa razširjanjem.
In to, kar smo tudi mi ugotovili, da se največ točk v bistvu izgubi pri kriteriju projektno vodenje in komuniciranje in razširjanje rezultatov. Tako da res dajte se posvetiti tem kriterijem. Pa še ena stvar, minimalni prag je 70 točk od 100. Včasih nam kdo reče, joj, pa se smo imeli, ne vem, 69 točk, ne. 70 jih potrebujete sploh zato, da gre vaša projektna prijava v neko nadaljnjo obravnavo, pri čemer morate vedeti, da potrebujete tudi najnižji ta rezultat po posameznih kriterijih za to, da se potem to vse sestavi. Skratka, potrebujete najmanj 70 točk za to, da gre vaša prijava naprej. Je bil pa na zadnjem razpisu res velik prag, ne? Recimo za srednje projekte, mislim, da je bilo 88 točk, tako da je kar bilo konkurenčno. Zdaj ta razpis, rok za razpis je 23. januar in potem nekako poteka od februarja do junija ta evalvacija vlog. Julija boste predvidoma obveščeni, ali ste bili uspešni, in potem oktobra bo stekel ta podpis sporazumov o sodelovanju z izvajalsko agencijo, tako da približno veste, kakšna je ta časovnica, da se recimo vaš projekt potem začne lahko šele recimo proti koncu naslednjega leta. Davor je tudi že prej omenil, ne, dajte brati, pa tudi preberite. Res je pomembno, no, da natančno preučite razpisno besedilo. Tudi fajn je, da preštudirate sploh tisti, ki niste še tako vešči s portalom Funding and Tender Opportunities, da res pregledate ta spletni priročnik, ki razloži vse postopke, kar se tiče registracije in pa spletne oddaje projektne prijave. In pa tudi, Darja bo več o tem povedala kasneje, da res preštudirate vsaj posamezne segmente, če ne celega špeha, ne, Annotated Grant Agreement. Se pravi, to je dokument, ki vključuje vse obrazložitve, določbe, sporazuma, ki ga boste potem, če boste uspešni, podpisali z izvajalsko agencijo. Res priročno branje, Darja bo pa bo povedala malo več o tem kasneje. Komu je uspelo? To so podatki lanskega razpisa, se pravi za leto 2023. Nekateri ste danes tukaj z nami. Lahko dvignete roke, pa se ena pohvalite, drugo pa zato, da ko bo potem odmor in mreženje, da lahko ljudje stopijo do vas in jim še kakšno izkušnjo delite. Skratka, v 3 kategorijah so tukaj navedene organizacije, ki jim je uspelo, odebljeno, krepko so vodje, ampak se pravim, to so rezultati za leto 2023. Mislim, da je več kot 110 projektov trenutno aktualnih s podporo Ustvarjalne Evrope, tako da res fantastično. Mi se vedno znova ful hvalimo z vami, tako da super, res smo ponosni na ta uspeh. Zdaj te uspehe lahko preverite tudi na platformah, se pravi spletnih platformah. Mi, se pravi Motovila, popisuje projekte s podporo Ustvarjalne Evrope že od leta 2000, se pravi slovensko udeležbo. Na evropski platformi Creative Europe Project Results platform pa lahko preverite tudi ta širši nabor. Tako da recimo za občutek dobite nek občutek, recimo kakšne projekte sploh komisija podpira, kakšne aktivnosti, kakšni so recimo konzorcijski partnerji. Mi na Motovili tudi letno pripravimo tako imenovane Creative Europe Stories, zgodbe Ustvarjalne Evrope, kjer povabimo producente, ki jim je uspelo pridobiti podporo, da malo povejo
o svojih izkušnjah, nekaj tega, kar boste kasneje potem poslušali v pogovoru. To so bili evropski projekti sodelovanja. Zdaj pa še čisto na kratko o evropskih platformah. Zdaj, to je še en razpis, katerega namen je, da se nekako te platforme opredelijo kot showcase platforme, recimo kot neke odskočne deske za ustvarjalce, ki jih pa sestavljajo vodja in pa članske organizacije, da delijo neko skupno umetniško ali pa uredniško strategijo oziroma da imajo strategijo neke skupne blagovne znamke. To so res veliki razpisi, ki podpirajo recimo delovanje teh platform za 4 leta tokrat, v višini 2,5 milijona evrov. Zdaj podpora, cilj je, tako kot sem rekla, podpora je namenjena evropskim kulturnim organizacijam, da povečajo prepoznavnost in mobilnost predvsem uveljajočih se umetnikov, zato da ali se oni predstavljajo v tem evropskem prostoru ali pa njihova dela. Ta razpis je zdaj drugič in zadnjič objavljen, rok je 31. januar. Razlagam vam pa o tem razpisu zato, ker se lahko morda včlanite v kakšno platformo, ker cilj teh platform je v bistvu, da povečujejo število članstev skozi leta. Zdaj na prejšnjem razpisu je komisija podprla 16 takih evropskih platform, celo 2 sta tukaj v Sloveniji, se pravi 2 koordinatorja, Fakulteta za arhitekturo in pa Beletrina prihajate iz Slovenije za 2 različni platformi. Fakulteta za arhitekturno platformo Lina koordinira, medtem ko pa Beletrina pesniško platformo Verzopolis. Vidite pa tukaj na seznamu vse te podprte platforme, pri katerih so recimo tudi določene organizacije člani. Platforme v bistvu pokrivajo različna področja znotraj kulture, od uprizoritvenih umetnosti, plesa, cirkusa, oblikovanje, glasbe in tako naprej. Skratka, bodite mogoče pozorni potem, če ne boste kandidirali na tem razpisu kasneje, da se mogoče kot člani priključite kakšni od teh platform, ker namreč vodja skozi to platformo omogoča tudi določena sredstva svojim članom. In podobno je tudi z evropskimi mrežami, se pravi evropske mreže. V bistvu namen te podpore je ukrepiti zmogljivost evropskih kulturnih in ustvarjalnih sektorjev, zato da se soočajo s skupnimi izzivi, da razvijajo talente, inovacije, da se ustvarjajo delovna mesta in pa da se spodbuja rast. In v bistvu ta ukrep, se pravi razpis za evropske mreže, podpira dejavnosti, ki jih izvajajo pač neke res zelo reprezentativne mednarodne mreže, katerih članstvo pa tudi pokriva širok spektor sodelujočih držav, članic ustvarjalne Evrope. Zdaj, taki predlogi projektni pa pač morajo obravnavati eno ali več posebnih prednostnih nalog razpisa, recimo ena od teh je, da se poveča dostop do kulture in sodelovanja v njej, ter da se recimo vključuje tudi občinstvo. Zdaj komisija letno podpre približno 30 mrež, je pa to podobno kot pri platformah, tudi razpis, ki je drugič in zadnjič objavljen, rok pa bo 7. marec in kar bo novost, je pač to, da bo ta razpis odprt tudi za neke novince, ki ne rabijo obstajati 2 leti. Verjetno je tudi od vas marsikdo, vaša organizacija vključena v katero od podprtih 37 evropskih mrež. Nekaj teh smo recimo tukaj našteli. Zdaj komisija pač
podpira bodi si medsektorske mreže, bodi sektorsko specifične mreže. Se pravim, če ste člani kateri od teh, preverite, ali obstajajo recimo tudi kakšne možnosti financiranja za vas, oziroma pač bodite pozorni na to, če je vaš interes, recimo, da se povežete, da se včlani v katero od teh mrež. Recimo Motovila je članica Culture Action Europe ali pa On the Move, recimo iz tega seznama. No, potem so še pa tukaj je še en razpis za tako imenovane panevropske kulturne organizacije. Tukaj gre predvsem za podporo orkestrom, ki omogočajo vidnost, usposabljanje, profesionalizacijo predvsem mladih, nadarjenih umetnikov, ki prihajajo iz več držav, vsaj 20 sodelujočih držav mora biti vključenih. Je pa to v bistvu podpora, ki je namenjena predvsem orkestrom, in tudi ta razpis je zdajle drugič in zadnjič objavljen. Zdaj ne vem, koliko je tukaj založb, mogoče samo na kratko, da je razpis pač odprt tudi za področje knjige. To je razpis tako imenovan kroženje evropskih literarnih del, ni še odprt. Odprt bo verjetno januarja z rokom za oddajo vlog aprila. V bistvu pa preko tega razpisa so sredstva namenjena za prevajanje, objavo, promocijo in pa distribucijo leposlovnih del. Podpora je namenjena prevajanju iz in v upravičene jezike, in nek paket prevoda mora vključevati vsaj 5 upravičenih leposlovnih del. Zdaj ne vemo, če bo to res, ampak na prejšnjih razpisih je tudi ta razpis nekako ponujal 3 različne kategorije, ki pa so se seveda razlikovali med seboj od minimalnega in maksimalnega števila knjig v paketu, in potem je s tem povezana tudi podpora EU. Na tem razpisu lahko sodelujejo javne ali pa zasebne organizacije, ki so dejavne v založniškem in knjižnem sektorju. Vodja mora biti pravna oseba, ki obstaja 2 leti. Lahko prijavljate tovrstne projekte, se pravi na razpis kot samostojni prijavitelji, lahko pa se povežete v partnerski konzorcij in tudi na ta način prijavite projekt. Morate pa res imeti neko premišljeno uredniško in promocijsko strategijo. Komisija pa seveda preko teh razpisov tudi spodbuja prodajo prevodnih pravic v ali pa izven Evrope. Katera leposlovna dela so, čisto lahko so v tiskani, digitalni obliki, lahko je to roman, strip, kratka zgodba, otroško, mladinsko delo, poezija, skratka leposlovje. Morajo pa jih napisati avtorji oziroma avtorice, ki so državljani oziroma državljanke upravičene države. Tudi na tem razpisu je Slovenija zelo uspešna, recimo to so podatki samo za zadnji razpis. Kot vodja sta uspela Kot sodobnost in pa Beletrina kot partnerji. Se pravi, če se spomnite, sem rekla, da lahko prijavljaš projekt samostojno ali pa v konzorciju. Se pravi, kot partnerji so potem še, je recimo zraven v nekem projektu tudi Društvo slovenskih književnih prevajalcev. Tako da recimo nabor je res velik, kot je Davor že prej povedal, to so vse razpisi, ki jih najdete na portalu Funding and Tender Opportunities. Se pravi, na vstopni strani pač poiščete razpis, ki vas zanima, Obzorja Evropa, Ustvarjalna Evropa, in v bistvu lahko po tem portalu iščete razne razpise, lahko iščete partnerske ponudbe, lahko jih berete, ampak za kaj več, se pravi za projektno prijavo ali pa za oddajo partnerske ponudbe, pa morate biti potem registrirani. In za sodelovanje na vseh razpisih EU potrebujete tako imenovano PIK kodo, se pravi, morate si jo urediti.
To kodo v bistvu narediš enkrat in pol jo imaš, tako da vedno pač najprej preverite, ali vaša organizacija to že ima, če ne pa pač čim prej to uredite. Zdaj večje, ko je organizacija, bolje je to zakomplicirano urediti, zato ker pač rabiš več podpisov in odobritev, ampak ni to nekaj, kar se ne bi dalo narediti. Preden začnete s tem postopkom registracije, si morate najprej narediti uporabniški račun, EU login, to je račun pooblaščenega uporabnika in potem, se pravi, to vam bo potem omogočilo, da boste lahko registrirali tudi vašo registracijo na portalu FTOP. Ampak o tem mogoče bo Darja več povedala oziroma vam bomo povedali na delavnicah, ki jih bomo organizirali v še tem mesecu in naslednjem. Kako do partnerjev je podobno prej že rekel Davor omenil, se pravi, ena opcija je, da uporabite ta Funding and Tender Opportunities portal za iskanje, se pravi, zato, da vi preverite partnerske ponudbe, se ne rabite registrirati, to je prosto dostopno, seveda pa, če bi vi želeli objaviti vašo partnersko ponudbo, pa se morate registrirati, ne. Zdaj, kar se pač tiče partnerjev, mi pač vedno predlagamo, dajte pogledati okrog sebe, s kom že sodelujete, če ste člani mrež, združenj mednarodnih, dajte se najprej tam povezati, skratka, predvsem fajn je, da veste, kaj sploh hočete, s kakšnimi partnerji bi sodelovali, kako dolgo, ne vem, kaj pričakujete od njih, da bodo ponudili z vidika vsebine, financ in tako naprej in dajte se z njimi res spoznati. Ja, do partnerjev vam lahko pomagamo tudi mi na Motovili, na različne načine. Partnerske ponudbe so objavljene na spletni strani CET Slovenija, lahko pa tudi nek obrazec izpolnite v angleškem jeziku, ki ga potem mi distribuiramo po mreži pisarn CET in potem pač lahko tudi ciljno recimo iščemo, vam pomagamo pri iskanju partnerjev. Se pravi, to so bili razpisi, ki jih najdete na portalu Funding and Tender Opportunities, bi vas pa upozorila še na en razpis, ki se imenuje Kultura premika Evropo, Culture Moves Europe, ki pa ga ne najdete na portalu FTOP, ampak ga najdete na portalu Goethe inštituta v Bruslju. Zato, ker je Goethe inštitut v Bruslju neke vrste podizvajalec Evropske komisije, da izvaja ta ukrep v letih 2022-2025. Je pa to ukrep, ki podpira mednarodno mobilnost v kulturi in sicer nekako v dveh kategorijah. Eno je individualna mobilnost za umetnike in kulturne delavce, ki potujejo od 7 do 60 dni, ali pa so to skupine posameznikov, se pravi od 2 do 5 oseb, potem, če gre za skupino, lahko potujete od 7 do 21 dni in v bistvu ta podpora je namenjena za strokovno izpopolnjevanje v tujini, za mednarodno sodelovanje, koprodukcije, za soustvarjanje ali pa predstavitev dela novemu občinstvu. Se pravi, na ta razpis za individualno mobilnost se lahko prijavite kot posamezniki. Ta razpis je bil odprt oktobra in bo odprt vse do 31. maja in ima vmesne mesečne roke. Se pravi, vi se lahko vsak mesec prijavite, imate več možnosti, ker so mesečni roki. Prijavite se lahko samo enkrat, je pa ta postopek mogoče malo daljši, se pravi, zdaj, če se vi prijavite, to še ne pomeni, da kar naslednji mesec že lahko potujete, ampak je pač neko to obdobje, recimo 4 mesecev, ko jih morate imeti v mislih za to, da boste izvedeli, ali ste dobili podporo in potem opravite to mobilnost.
No, drug razpis znotraj tega ukrepa Kultura premika Evropo pa je namenjen gostiteljem rezidenčnih programov, se pravi tistim organizacijam, ki izvajate umetniške rezidenčne programe oziroma bi ga zdaj želeli vzpostaviti. Ta del, ta razpis pa je namenjen pravnim osebam. Zato, da prijavite pač projekt, s katerim boste gostili od 1 do 5 umetnikov ali pa kulturnih delavcev na rezidenci, ki lahko traja od 22 dni in največ 300 dni. Tu so v bistvu 3 različne kategorije trajanja, dolžine tega projekta, kot recimo kratkoročni, srednjeročni ali pa dolgoročni rezidenčni projekt. Rok za prijavo je pa recimo 16. januar. Na obeh teh 2 razpisih lahko sodelujete kulturni delavci in umetniki, ki delujete na področjih glasbe, literature, arhitekture, oblikovanja, modnega oblikovanja ali pa vizualnih in uprizoritvenih umetnosti. Novost tega drugega cikla razpisa pa je, da se je prej bilo, kar se tiče literature, je bilo ta del posvečen literarnemu prevajanju, zdaj so pa to razširili, se pravi vseh področji literature. In kot rečeno, ta razpis izvaja Goethe inštitut v Bruslju, tako da se je treba na njih obrniti. Kar se tiče uspeha, v prvem krogu je komisija oziroma skupaj z Goethe so podprli približno več kot 1800 upravičencev. Vemo, da je med njimi tudi 30 slovenskih umetnikov in kulturnih delavcev, nimamo seznama, ampak imamo pa podatek, da je pa med gostitelji rezidenčnih programov, med 89 organizacijami, uspelo 4 iz Slovenije. To so Muzej za arhitekturo in oblikovanje, Pina, Pekarna Magdalenske mreže in pa Zavod Carnica. Zakaj vam razlagam tudi o teh gostiteljih rezidenčnih programov? Ker morda imajo tudi oni, s tem, ko se prijavljajo, potem odprte pozive, preko katerih vas vabijo, da se recimo odzovete na rezidence. Potem pa še en ukrep, na katerega vas želim na kratko opozoriti. To je tudi ukrep, ki je namenjen področju uprizoritvenih umetnosti, Perform Europe, ki ga tudi sodi pod okrilje Ustvarjalne Evrope, ampak ga bo izvajal večji konzorcij, ki ga vključujejo, katerega so vključeni ITM, Circostrada, Pearl in tako naprej. To gre za nov program, ki bo podprl bolj vključujoča in okoljsko trajnostna mednarodna gostovanja v sektorju uprizoritvenih umetnosti. Morda je kdo že pozna ta program, podlaga je bil istoimenski pilotni projekt Perform Europe, no zdaj bo pa to malo bolj redna shema in bo v bistvu podpiral projekte sodelovanja iz partnerjev, ki prihajajo iz držav članic Ustvarjalne Evrope. Posebna pozornost pa bo namenjena sodelovanju ali pa vključevanju v premalo zastopanih območij ali pa skupin recimo iz teh območij. Tu bi vas želela, še posebej tiste, ki delujete na področju uprizoritvenih umetnosti, povabiti naslednji teden v četrtek, se mi zdi 16. novembra v Lutkovno gledališče Ljubljana, ker bo v bistvu prvič in ekskluzivno za slovenski kulturni sektor predstavljena ta shema Perform Europe, ki ga bomo izvedli skupaj s kolegi iz Pearl. To je bila Ustvarjalna Evropa. Kar se tiče dodatnih priložnosti za vaše projektne aktivnosti, vas spodbujamo k prelistavanju vodnika za financiranje, ki ga je oblikovala Evropska komisija, ta The Culture EU Funding Guide.
Tukaj boste poleg Ustvarjalne Evrope in Obzorja Evrope našli še druge EU programe. Verjamem, da mnogi od vas jih že poznate, kot so recimo Erasmus Plus ali pa CERU. Seveda, poleg tega vas spodbujamo, da sredstva, vemo, da so omejena, ampak vseeno poiščete tudi, poskušate poiskati na tujih kulturnih inštitutih, nekaj jih je tudi prisotnih v Sloveniji, ali se obrnete na veleposlaništva oziroma na kakšne mednarodne organizacije od recimo regionalnih, kot je Central European Initiative, do pač globalnih. Če vas bo mikala mobilnost, je kultura premika Evropo tisti ukrep, ki je dostopen in ga lahko koristite. Vas spodbujamo, da preverite tudi Erasmus Plus, ki tudi omogoča projekte mobilnosti. Kar se pa tiče mobilnosti na splošno, pa recimo lahko prelistate vodnik On the Move za financiranje mobilnosti. Teh vodnikov je več. Eden obstaja tudi za območje Balkana, v katerega je vključena tudi Slovenija. V tem vodniku so recimo popisane razne priložnosti za spodbujanje in podporo mobilnosti na tem območju. On the Move pa sicer izdaja tudi še za druge ali bodisi posamezne države, regije ali pa celo za kontinent to vrstne vodnike in pač res vam priporočamo, da prelistate. Čisto na konec še, kako vam lahko mi pomagamo. Omenila sem že iskanje partnerjev, nekaj sem že nakazala z iskanjem partnerjev, drugih priložnosti financiranja. Predvsem pa smo tukaj zato, da za vas organiziramo številna usposabljanja in svetovanja. Tukaj smo za vas, da ko boste pripravljali projektno vlogo, nas kontaktirate, zato da vam lahko pomagamo, ne zadnji dan pred razpisom. Oglasite se prej. In pa tukaj smo tudi zato, da vam seveda pomagamo v celotnem postopku prijave, kajti ko je vaša projektna vloga odobrena, za razliko od Obzorja Evropa, točke Obzorja Evropa, je naše delo zaključeno. Tako da do razpisnega roka 23. januarja smo tukaj za vas, da organiziramo še 2 delavnici. Prva bo 23. novembra in jo bomo posvetili vsebinski zasnovi projekta s kolegico Džano Wilcoxen, ki sedi zraven Mateje. In pri drugi delavnici, ki bo pa 11. decembra, se bomo pa posvetili finančnemu načrtovanju in pravnim vidikom s kolegico Darjo, ki bo poglobljeno na tej delavnici predstavila to, kar bo sledilo čez nekaj minut. V Ljubljani, v Računalniškem muzeju, prijave so odprte, res vabljeni tisti, ki se prijavljate na dogodke. Če pa vas kultura premika Evropo, Culture Moves Europe, pa vas zelo spodbujamo, da obiščete enega od spletnih srečanj, ki potekajo ob petkih, ob 11. izmenično, en teden za individualno mobilnost, en teden za gostitelje rezidenčnih programov, in da se pač udeležite teh srečanj in tam boste res slišali podrobnosti, imeli boste priložnost, da tudi vprašate Goethe inštitut v Bruslju, kako lahko pridete tudi do sredstev za mobilnost. To je to. Tako da spremljate nas lahko na spletu, v živo danes izkoristite Matejo in mene, in če ima kdo kakšno vprašanje, kar vprašajte. Hvala.